Z glasnimi vzkliki zavetišče ni smetišče in številnimi transparenti so zbrani protestniki opozarjali mimoidoče, da jim nikakor ni vseeno za zapuščene živali in da je bil postopek izbire koncesionarja nezakonit. Najbolj me je to zmotilo, da je Snaga zbrala premalo točk, pa je bila vseeno izbrana in če so razpisi, če so pravila. Jaz sem dejansko prostovoljec v azilu in tam pomagam čez vikendi. Vem, da Snaga nikoli ni prišla tja pogledati, kakšno je dejansko stanje. Recimo zdaj ogrevanja ni zaradi tega, ker je bil račun za plin prejšnje leto ogromen. V bistvu imajo kužki samo kovinsko streho in skozi katero vsa toplota izpari. Direktor Snage pojasnjuje, dokler ne dobimo koncesije, tudi uradno, imamo zvezane roke. Pritožbeni postopek za izbiro upravljalca namreč vedno ni končan. Kljub temu so projekti pripravljeni, delo pa bodo, kot zagotavlja, prevzeli z vso odgovornostjo in ga tudi kvalitetno opravljali. Bi bil vesel, če bi ga čim prej prevzeli in dejansko, da plačamo, bi rekel, plin oziroma vse te storitve, ki niso bile plačane, zaradi tega seveda je sedaj azil prikrajšan, tudi ljudje tudi neskončno se ne morejo delati zastonj. Ne vem, kaj se da. Odzadaj sigurno nekaj je, ne? To ni nekaj normalnega. Ker če bi bilo normalno, bi bilo to že rešeno. A na Snagi vsa namigovanja o očitanih nepravilnostih ostro zavračajo. V civilni iniciativi za mariborski azil pa so jasni. Izkoristili bomo vsa pravna sredstva, da dokažemo resnico.